Čau, jaz pa Maja sva jeseni, že nekaj cajta nazaj z enim ful fajnim fantom, Kristjanom Pavuno, posnela en video. Z njim sva preživela en ful dober dan in ker ima tako posebno zgodbo za sabo, naj je tudi ful veliko naučil. Ja, in če kaj, pol midva res ceniva dober smisel za humor in Kristjan je dobesedno utelešenje tega, čeprav ga je live že večkrat postavil pred težko preizkušnjo. No, Kristjan, kako si? Ej, super, ko sta vidva? Odlično. Dobar smo. Sem vesela, da sem v tvoji družbi, ker upava, da bo res zabavno. Ja. Jaz sem bolj vesel, da sem v vajni družbi. Res? Ne, ustrajamo, midva smo bolj, ja. No, v glavnem, da povemo še vsem vam. Mi smo Kristjana spoznala tako, ker se je v bistvu prijavil na neki iskanje unboxerjev, ne? Ja. To mesto so na koncu zasedla Jerry Passati, ampak za tebe smo pa vseeno rekla, da si človek, ki ima res ful hudo energijo in da bi bilo škoda, da neki fani ne spoznajo tebe kot človeka. Tako da, zakaj si se sploh prijavil, recimo? V bistvu, takrat sem bil na bolniški in moje ustvarjanje je ful zamrlo, tako da sem hotel nekaj ustvarjati in sem se v bistvu sem videl razpis oziroma oglas, pač, da iščete novega unboxerja in sem bil, fuck, to je zame. Ja, ampak pa me niste izbrali. Ja. Kristjan se res ukvarja s humorjem v svojem življenju, kar je zdaj že dobro pokazal. Čim se pa drugače res ukvarjaš? Drugače sem diplomiran inženir informatike, pa 3 leta nazaj sem študiral igro v tujini. Se pravi, si velik navdušenec nad improvizacijo, nad gledališčem, nad igro in tako naprej. Zakaj si se pa začel s tem ukvarjati? Ej, včasih te live zapele tja, kar ne pričakuješ. O, to pa poznam, ja. Ja, enkrat sem bil v Vrhniki. Sploh ne vem, kaj znam. A res? Ja. A si imel GPS? Ne. Ne? Ja, zato. Malo mi je zaneslo. Ja, no se to. Ob 3 zjutraj. No, glavno, mi smo pa slišali, da poleg tega, glih, ko je bila tvoja karijera nekako z igranjem tudi v razcvetu, si se spopadal z neko težko preizkušnjo. Lahko o tem kaj več poveš? Ja, ko sem bil v Ameriki, ko sem študiral, sem se mogel vrniti v Slovenijo, ker sem imel zopet tumor na možganih in sem mogel stati tukaj zaradi zdravljenja. Vse skupaj se je pa začelo v bistvu že med koncem osnovne in začetkom srednje šole, ko sem v bistvu bil jaz, babi pa bratranc smo bili na morju in jaz pa bratranc sva se na splavu igrala, ruvala, sumborca sva se šla in mene je kar naenkrat zmanjkalo. Sem padel nezavest in sem padel v vodo. In sem imel veliko srečo, da me je en Italijan, čist mimo idoči naključnež, potegnil ven iz vode, ker bratranec je bil še toliko majhen in mislil, da se zafrkavam, da pač se igram. Ampak me je potegnil ven iz vode in pa se je v bistvu cela procesija začela. In takrat sem se začel v bistvu ukvarjati z improvizacijo. Po moje sem rabil en tak trigger v življenju, da sem rekel, Da ti ga je na smeh obrnil. tako je. No, zdaj pa povej, iz kje pa ti vlečeš zdaj to tvojo energijo pa pozitivo, mislim, da te je svali kdaj ali je to tako Itak, da mi jo iz dežja pada? Ne, stari. Napolno sem ful časa depresiven, Okay. ko grem pa ven iz bajte, Si pa vesel? da pa to masko gor. Jaz sem danes zato tukaj pred vama, da pa pred vajno publiko, da v bistvu povem vsem, da ne glede na to, da pač če te v življenju doleti kaj tazga, za kar nekateri večinoma vsi smatrajo kot tragično, meni je tragikomično, pač moraš iti naprej, moraš v lifeu početi stvari, ki te veselijo, pokazati vsem, da se da in ne smeš se pustiti, pač pejte naprej, zmeraj imate šanso, da se ali zaprete v sobo pa jokate, kar sem se na začetku, ali pa dvignete glavo pa greste po koncu naprej. Pa na TEDxu si imel tudi eno stop, se slišala? Ja, link bo tukaj gor. Mogoče bo pa dol. Nekaj malo zapihali. Ja, imel sem govor o svoji bolezni. Takrat, ko sem imel ta govor, sem v bistvu imel za sabo 3 tumorje. Danes, ko sem tukaj, upam, da za sabo 5 tumorjev. Letos sem imel še eno obsevanje, oziroma 30 obsevanj. In na tistem govoru je vse skupaj, kar sem povedal, veliko bolj
premišljeno, kad danes improviziramo. Ja, a veš, viš, improvizacija v life je pomembna, pa tudi da se smijemo. Ne, se pravi, zaključek tega, da humor je pomemben, da smo pozitivni. Tako je. In tega sem tudi midva zdaj po moje držala, zato ker nama bo Kristjan pripravil še eno stvar, ko smo glih pri improvizaciji. Je tako? Ja. Ja. Je tako je. Zdaj ne ima še kakšno. Boš videl. Ok, zdaj smo v Tivoliju, v studiu bilo malo zatohlo in smo prišli na svež luft. Veš kaj vroč, če je bilo zunaj, pa sem mal vse Ne, jaz sem bila zraven, vroče je bilo zato. No. Postavimo se najprej v krog, bomo jaz sklej zadnji, video stakle in se gremo ogrevati predpono. Se pravi, klasični samuraj. Samuraj? Samuraj. Se pravi, se bomo zbadali. Ja, točno to. Drugega bomo zbadali. Glavnem, unka začne, bom v tem primeru to jaz. Okay. Sem ta glavni samuraj in dvignem in naredim zraven H iz prepone. H! Ja, pa dvignem rak, se pravi H! H! Ne, to bom naredil jaz. Vidva, ki sta pa moje dva pod samuraja, me pa od strani zaštihata. Oziroma zarežata. Se pravi, najprej jaz, pa je vidva, pa jaz podam naprej samuraja. In pa spet on naredi gor. In on spet gor, ja. Ok, ta ni težka. Ha! 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 Ha, kaj? Aha, jaz delam gor. Ha! 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 Ok, zdaj imate pa novo vajo. Zdaj se pa vidva postavita en nasprot drugega. To se tudi rad. In zdaj bosta štela do 3, a znata šteti do 3. No, ampak ne štejete oba da skupaj do 3, ampak vsak poje eno številko, se pravi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jaz začnem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, pazi. Zdaj pa namesto 1 zaploskata. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 3 rečeš, kaj s tabo? Zdaj pa namesto dvojke bosta skočila v luft. Se pravi, 3. 3, 3. 3. Ok, zdaj pa namesto trojke bosta pa še tleskala po kolenih. Oh my god, meni kar vrejo možgani. Ok, ugrejta sta. Po moje čas, da odigrate en prizor. Dajma. Kako bomo to naredila? Pač kako izgleda improligaški prizor? Imaš like, imaš en prostor in neko dogajanje. Zdaj je čas, da si najdete nek prostor, kjer bo navidezen oder. Ok. Kjerkoli. Tale recimo? To je dobro. To dejansko odr zgleda. Kar se mene tiče, je to super. Tako da, zdaj boste odigrali en simpel prizor, določili bomo prostor in pa boste na vsake toliko časa vzeli en listek iz te vaze in prebrala stavek, ter ta stavek ukomponirala v prizor. Če se bo mi zazdelo, da prizor ne pelje nikamor, bo rekel fris, vidi, da se ustavita, zamrzneta, ne pogledata ne mene, ne kamere, ne... Ampak zamrznema. Zamrzna, počakata navodilo in to je to. Dajmo en prostor, lahko se ga skupaj domislimo. Železniška postaja. Tako, ja, železniška postaja, super, super. In akcija. Spet zamuja danes, a? Tako zmeri. Ja. Pa se mi zdi, da včasih na 6 prišel. Na kaj? Na 6. Ja. Na tir, mislim, 6. Zdaj pa nič več. Oj, sem pa tako lačna. Ja, a nisi nič jedla? Ne, nekaj ful dobrega imam doma za kosilo. Kaj pa? Tako mi čakam, da pridem. Fanta? Ja, taki so, veš, vse to, nimaš kaj, se lahko greš na vlak. Ko smo pa glih tle, grem pa jaz po kavo, no. No, da še mene eno. Riževo mleko, lahko prosim. Nekaj na avtomatu, pa glih za eno imam. Lauro. Ene kave mi ne more kupiti. Kao ti, kar sama, Kaj mi lahko prosim urediš pričesko? Ful imam bad hair day pa. Ja, kar obrnem se. Daj sem pa že boljš, ne? Se pa v akcijo. O, Maja, a si... Ja? Čevlji.
čevlji so novi. Ni. A nimate rade 50 evrov sem dala za frizuro, pa mi pa rečeš, da imam dobre čevlje? 50 evrov si dala za frizuro? Ja. Kje si pa ti delaš frizuro? Ja. Oh my god, 50 evrov dala za frizuro. Ja. Kaj pa... Veš sem gor? Dej bomo, ko si glih gledala, bomo šla pa bomo zamenila tole žarnico. A mi lahko pomagajo zameniti žarnico? Dej. Fuj. Hej! Mislim, da bo manj škode, če ne bi. Ja? Ja. Ej, tako sem bila? Super sta bila. Res? Ja, mislim, da sta... Ej, Za prvič. za prvič in z lahkoto. Tu drugič. Tu drugič, tako je. No, in Drugič pa tebe še bomo lažje. zikr še kdaj povabila, še prvič in drugič in tretjič. Tako da hvala, da si se odzval povabilu in Ja. nekaj novega naučil, Ja, to da super, nas zmeri prav pride. Malo ohranjanja svojih glumskih sposobnosti, ne? To moramo imeti, ker če ne drugače. Tako da vi, folk, nam pa nujno pod komentar spodaj napišite, če vam je bil ta video kul, pa koga naj naslednjič povabna. Ne pozabite lajkati in Pa subscribe-ate na naš kanal. Čau!